Lep pozdrav v še eni oddaji Petkov Ekstrem. Petkov Ekstrem! Tako je. In Grega, kako si? V redu, pa ti? Kar fajn. Hvala, mislim, je že petek. Je Ja, petek? in fajn. No, zdaj, moja oddaja se začne, današnja moja, ja. No, ne za 3 tedne jaz Švico vzel, pa on. Tako, Mal. ena oddaja. Se pravi, danes je kjer dan? Petek 13. Tako je, in oddaja je o petkih 13. A v grozljivkah, a v nasplošno v petkih Nasplošno 13. v petek 13. Zakaj se dogaja, kako je, mislim, nasplošno. Mačkanje igrice zate, malo boš v gibu, malo boš tako, pač na easy. No, super, se že veselim. No, tako. Ok, se pravi, začneva lahko v bistvu s prvim vprašanjem. V povprečju, koliko misliš, da se pojavi petek 13. na koliko dni? Približen. Na koliko dni Ja, v ti mater? približen izstrel. Ne, malo me sram, a veš, da sem ful zgrešil. 120. Mačken več. Hotel sem 212. reči. A ja, ok, hotel sem reči 150, ampak tudi tako bi falil. Ja. No, ok, je. No. 212,15 je v povprečju pride petek 13. Tako da Se pravi, en na let je, skoraj zihar, ja. En let. pa tudi pol že 2, ne? Se Tako. Kot zanimivost, v zadnjih 400 letih je bil, se pravi, da je na mesec petek 13. prišel, se je največkrat zgodilo, da je petek prišel na 13. Če damo vse ostale dneve, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, Aha. sobota, nedelja, je v zadnjih 400 letih največkrat 13. bil na petek. Ne za velik, tukaj spodaj je tabela kokrat, to je to. Okej. In vidva, da je dejansko 688 krat je bil petek 13. Tako da največ šans ima, da bo petek 13. pač na petek. Ja, ok. Dobro, Tako da, ok. to je to. Til. Naslednje vprašanje je pa, kdo je zmagal v fuzbalu na svetovnem prvenstvu leta 1994? To je tako zelo Samo vprašanje, zapomni si, zakaj? Si zihar? Čakaj. Francija je bila 98. Ti si Brazilija. Ne, Roberto Baggio. Ja, Italija. napačen odgovor, je bila Brazilija. A je bila Brazilija? To si sam Pol ne... bil pa Robert, aha, ok. To me je zdaj v glavi, no? Ok, Tako da, ok. zdaj pa, večino Italijanov dejansko verjame, da je v bistvu zelo dolg časa do zdaj, so verjeli, da je slab dan 17, a ne? Ne 13. To zaradi tega, ker je pač po rimsko se napiše kako 17, Ja, tako. x, v, i. Ja. In to, če malo premešaš te črke, dobiš ven besedo vixi, kar pomeni po latinsko, pač, kako že točen prevod je živel sem. Ampak vixi se je takrat pač uporabljal drugače. To je pomenil v bistvu, kakor mojega življenja je konec, zdaj sem mrtev, neki na ta način, a ne? Poznam. Poznaš. To, ja. Ja. No in pač to zaradi tega je bil pač 17, je bil v bistvu nesrečen. Petek 17, ne Aha. 13. Ne? In to je v bistvu v večini časa v Italiji so za 17 imeli, ampak zdaj, ker se je pač amerikanizacija začela, pa to in je pač rato Pa na trend. 13. So dali Se zdaj. predstavlja. Tako. No, kot zanimivost, pač tekma je bila leta 94, 17. julija in je bila na petek 13. Kaj sem jaz kreten? in so Resno. zgubili. Ker sej to je bilo lih to, ko sem prej rekel Roberto Baggio, ki je zgrešil penal. Ja, Brazilci so zmagali, valjda, ne vem, zakaj mi je bilo, sem Italijan rekel. ja no. No, pač, in so ja, pač ja. na petek 17. zgubili, kar je In pač... to je bilo znak, da... Ja, mislim pač, je zanimivo, da so Ja, dejansko oni verjamejo v to, še zelo dolg časa so verjeli zaradi tega in
so pač na petek 13. izgubili in sem dal pač kot fakt, zaradi tega, ker 17. Drugač pa stari Grki so pa verjeli, da je slab dan v bistvu torek 13. Zaradi tega, ker naj bi bil torek Aresov dan, bogu vojne, nekaj tazga. To sem si na hitrco prebral, tako da pač to je zanimivost. Zdaj pa tretje vprašanje, zakaj je v bistvu petek 13. dan danes toliko znan dan, kar je? Zakaj je znan? Ja, mislim pač, kaj misliš, da je razlog? Zakaj je danes to toliko, petek 13. pa slab dan? Kaj bi ti rekel, da je razlog? A ima kakšen zgodovinski ozadje? Ma dosta, ampak zakaj je danes bolj toliko znan? Pač, ker včasih ni bil toliko, recimo, če gledamo 100-200 let nazaj, ni bilo to toliko, pač, da bi se vsi bali, kar se danes, recimo. Ne? Kar povej. Nimaš pojem? Ne. Pač zaradi filma petek 13. ki je bil posnet v 80-ih. Ja, ok. In Jason Voorhees. Tako je, tako. No, kaj je značilna znak njega? Maska, hokejska, pa mačeta. Bravo, tako. Ja, no, pač zaradi tega takrat se je najbolj to v bistvu odzignilo. Ker takrat so v bistvu ful ljudi začeli se biti petko 13. in vsega tega. Ma pa pač tudi neko zgodovinsko ozadje. Najbolj je v bistvu 13. je bil označen zaradi tega, ker pride za številko 12. To se mogoče malo smešen sliši, ampak večino stvari je pač na 12 narejenih. Recimo, imamo 12 mesecev v letu, imamo 12 horoskopskih znamenj, imamo 12 apostolov, 13. je bil Judas Škariot, ki je prišel, ki je Jezusa. Pol imamo 12, v bistvu vse se na 12 vrti. Tudi v Olympusu je bilo recimo 12 bogov, pol 13 je zmeruna, ki je dodatno zraven, ki ni v redu. Tudi v starem Rimu pač so verjeli, da pač čarovnice se zbirajo po 12, v 12 skupinah, po 12, da hodijo. In 13 naj bi bil hudič. In pač zaradi tega naj bi nastala kao 13, da je nesrečna številka. Tako da pač ni pa to dejstvo, ampak to so pač neke teorije, zakaj se pač ljudje toliko bojijo te številke 13. Recimo, najbolj znanje na Japonskem se recimo res tega ful bojijo in dejansko sploh recimo ta 13. hiša sploh ni 13, imajo 12, pa imajo 12 pa pol, pa pol, ali pa 12a, ali pa pač stropja, ja, 13. Tako, 13. nadstropja ni, pol ni, v hotelih ni... 13. nadstropja je en band. Ne vem. Ja, lahko da. Pač v hotelih, v bolnišnicah ni 13. sobe, recimo, zaradi tega, da ne bi kao, zaradi tega je pa umrl. Tako da pač zdaj se v bistvu zaradi tega petka 13. je v bistvu to se toliko bolj razširilo. Ja. Ok, zadnja zadeva, ki sem jo pa imel, pa kako rečeš fobiji, ljudje, ki se bojijo petka 13. Kako bi rekel, da se... Vem, da sem že enkrat to prebral, ampak a mi boš... Tlej jih imaš par in kjera bi bila. Vsaka beseda je teži. Nemo reči taka ima Y. Ne. No. Ne, ni. Taka ima Y je, probil gant, kaj je to, veš, kjera je? Tista, ki triofobija, nekaj tazga. Triska, tole. Aha, ta je... To je za fobija da se bojiš Triska idekafobija. Ja. Nekaj tazga. Ne znam izgovoriti, ampak zdaj pa probi ugotoviti, kaj so ostale. Ojoj. Kaj bi rekel? Imam kakšne, taphofobija, to je tapka, ker unik se bojijo tapkati na ekran. Ne, bojiš se, da boš postavljen v grob. Ja, tak bližen. Zdaj, a veš, ker tapkaš pa nič ne gledaš, te lahko to zbije. Pa greš v grob, ja. Ja, tako. Ok, da je ta z Y, tripofobija, bi rekel, da tisti, ki se bojijo poskusiti nečesa. Ne, to so ljudje, ki se bojijo pač lukenj, oziroma nositi oblačila, ki imajo luknje noter. Ok.
Trichofobija, iz CHM, tričofobija, Ja. trač. Ne vem. Ne, ker povem, da bomo se Bojiš se izgube las. Ja. Teh pa verjetno, teh je pa najbrž dosti, pa sploh ne vejo tega, Ja, da imajo v bistvu. tega. Imajo to fobijo. Ok, tanatofobija. Tanato, to je nekaj azijskega. Podobno Bojiš se iz azijske hrane. Ne. Umreti pač bojiš. Wow. To je pač najbolj razširjeno. Mislim pač tako. Wow. Zelo večino ljudi ima to fobijo. Pač ker una, ki smo prej... Tanatofobija. Ta fobija, ki smo imela prej, a ne, ta je Ja. pač, da si boš postavljen v grob, da boš pač šel pač dejansko, da bi živ ležal v grobu. A ja. Recimo na, Ja. na Ja. to varianto. Ja. Dobro, ok, ja. Ok, še ta zadnjo. Taksifobija. Traksi, ja. Ki imaš taks? A jo ni? Ki pa je? Toksifobija. Toksi. Ti si mi dal sam 5 šans, ti imaš tam le 6. Oh, Ja, ni čudno, ne. Kje sem jo pa pozabil, sem ti jo odrezal. No, kaj je pa toksifobija? Toksifobija, da se bojiš toksičnih. Toksičnih stvari. Da boš zdaj stropljen, tako je. Si vedel. Ne, približno sem zadev to. To je pa to. To je pa to, no, super. Ok, Petek 13. zaključeno. Tako da ja, še en petkov ekstrem je tudi zaključen. Prvi na petek 13. Vidiš? Ja. Dej, se pravi, čez koliko 200 in toliko dni bo spet najbrž. Petek Na 13. petek lahko. 13.. In takrat se bova smejala te oddaji, kako sem smešen govoril. Bom takrat že full profi, Ja, ko bom imel rekel. seveda. Ok. Ja, no, petkov ekstrem, konc. Kakšen navaden ekstrem se ploh spet lotila? V bistvu, ja, lahko. Mogoče v kratkem pride še kakšen ekstrem, če ne drugega, pa nek trailer za neki bo sigurno kaj Če posnela. namarata tako, kot sva Si zamislila. zamislila, to bo. Tako da bo mal en film. Jej, to je Ok. pa to. Lep. Kar povej. Petek. Petek? Ok. Lep petek. Živijo. Adijo, čau.